Pozdravljeni in dobrodošli na današnjem webinarju. Veseli nas, da ste z nami, še posebej zato, ker se vse več podjetij danes sooča z resnim vprašanjem, ali bi v primeru kibernetskega napada znali pravočasno ukrepati. Kibernetske grožnje se razvijajo hitro, napadi so vse bolj usmerjeni, tihi in koordinirani. Klasične rešitve pogosto ne zaznajo, kaj se dogaja, dokler ni že prepozno. Z nami je Dalibor Vuković, strokovnjak za kibernetsko varnost pri Telekomu Slovenije, ki nam bo pokazal, kako XDR deluje v praksi, kaj prinaša podjetjem in kako lahko tudi vi okrepite svojo odpornost proti naprednim kibernetskim napadom. Vprašanje lahko sproti zapišete v Q&A okno, z veseljem bomo nanje odgovorili ob koncu predavanja. Posnetek srečanja boste prejeli v nekaj dneh po elektronski pošti. Verjamem, da boste slišali marsikaj, kar vam bo pomagalo pri vsakodnevnem odločanju o kibernetski varnosti. Dalibor, si pripravljen? Beseda je tvoja. Vedno pripravljen, vedno na razpolago. Kaj gasilc, cyber security pa gasilstvo, to sta, pa policija, pa zdravstvo. Ja, Alja, hvala za besedo. Bom probal biti kratek in jedrnat, kar bo danes težavno, glede na vso tematiko, ki jo imava. Ti si sicer zelo lepo omenila XDR kot eno izmed orodij. Jaz bi pa vsem, če se strinjaš, pa seveda, če se slušatelji strinjajo, govoril še bistveno bolj široko. Namreč v tem vmesnem času, odkar smo pripravljali ta webinar in do danes, se je zgodila ena bistvena sprememba in to je sprejetje novega zakona o informacijski varnosti, ZINF-1, ki je vezan na NIS-2 in se mi zdi, da iz tega aspekta bova ponudila slušateljem bistveno več ali pa vsaj deloma več, če to našo debato malo razširiva. Širimo, seveda. Ja. Kamero bom ugasnil in bom šel kar slajdi, tako da danes sem mogoče kak slajd več napisal ravno zaradi tega, ampak obljubim, da bom probal biti čim bolj jedrnat, pa se bo slajde minimalno bralo. Ja, danes zjutraj, ko sem se peljal v službo, sem na valu 202 poslušal, en mlad voditelj je spraševal o razlikah ali pa dajmo reči o nostalgiji med bivšo skupno državo in Slovenijo, našo sedanjo državo. In tisto, kar mi je bilo zanimivo, ljudje so razlagali, da so nostalgični zaradi glasbe, zaradi hrane in tako naprej. Meni se je pa prva stvar, ki se mi je porodila, poklicna deformacija, nostalgičen sem zaradi tiste osnovne elementarne varnosti, ki je neka vrednota. Jaz se spomnim, v 80-ih letih so bile vse hiše tipske, pa vsi bloki so bili stanovanjski, z dvosobnimi ali trosobnimi stanovanji in ta varnost nekako je bila samoumevna. Če ti je takrat nekdo hotel denar ukrasti, te je mogel na ulici najti s polnim žepom, danes ga pa niti ne vidiš, pa ti pokrade ves denar, ki ga imaš. In ravno ta tematika se nas danes dotika. Ja, v kibernetski varnosti, če gremo čisto kronološko ali pa če gremo sistematično pogledati, danes je slušateljev z vseh področij, Alja, in težko bi govoril zdaj specifično za eno branžo, za eno panogo, ali samo za velika, ali pa samo za srednja ali mala podjetja, zato bom precej splošen. Pa če bojo kakšna taka vprašanja, bomo poskušali odgovoriti vsem. Glejte, preventiva, trikrat. Če pogledamo skozi percepcijo napadalca, je njemu zelo pomembno, da ima visoko napadalno površino, da ima ta bazen, v katerega bo skočil, da je globok, da ni plitek, da je čim večji, da lažje plava. Naša naloga
tako vas, ki imate podjetja, kot nas, ki se ukvarjamo z zaščito vaših družb, pa je to napadalno površino zmanjšati. Ta bazen mora biti plitek, ozek, čim manj dostopov. Naša naloga je, da otežimo dostop in da povečamo odpornost. In vedno začnemo nekako pri preventivi. Varnostna higiena, kaj sploh to pomeni? Vse bolj opažamo, da se ljudje sicer zavedajo varnosti svojih močnih politik gesel, še vedno pa se pojavljajo določene težave. Če smo, ne vem, 1 leto, 2 leta, 3 leta nazaj opozarjali, da morate imeti kompleksna gesla, da geslo, ki vsebuje ime vašega kužata ali muce ali ne vem, vašega moža, ni dovolj. Ena Andrej 2 smo 100-krat rekli, da je premajhno geslo, da ga napadalec lahko z določenimi mehanizmi brute forca, se pravi, ga lahko ugane geslo, od zadaj mora imeti malo močnejši računalnik, pa eno bazo gesel in udarja po vašem, dajmo reči doma, Wi-Fi-ju z več gesli in slej ka prej zadane. Nekaj mestno, 5-mestno geslo teoretično lahko v 10-12 minutah uganemo. Zato so tudi firme začele uporabljati neko higieno ali pa politiko varnih gesel, kjer ne dovolijo več 5-6 mestnih gesel, kjer ne dovolijo več, da se geslo 10-krat utipka, ampak če 3-krat falite ali pa 5-krat se vam sistem zaklene. To je potrebno upoštevati tudi doma. Ampak tisto, kar pa še vedno opažamo, je pa to, da prej niste uporabljali zahtevnih gesel, ste bili ranljivi. Zdaj pa uporabljate zahtevno geslo, ampak ga uporabljate pa povsod istega in ste spet ranljivi. Se pravi, če vam na firmi rečejo, da mora vaše geslo vsebovati velike črke, male črke, posebne znake, številke, torej biti alfanumerično, to ne pomeni, da mora biti samo v službi tako. To pomeni, da imate spet, ne vem, vsaj 3 različna kompleksna gesla. Enega uporabljate za službene namene, enega uporabljate, ne vem, za Gmail in pa enega, ne vem, za socialno omrežje. Se pravi, smo naredili en korak naprej, ne pa zadosti v tej močni politiki gesel. Mi, ne boste verjeli, se srečujemo z izzivi firm, ki so bile pred leti napadene in so spremenile politiko gesel, zato ker so po tem kanalu bile napadane. Ampak danes so spet napadene in ko rečemo, kako je pa zdaj možno, ko imaš 12-mestno geslo, da si žrtev, ugotovimo, da Angelca ali pa Tončka uporablja tisto geslo, ki ga v službi uporablja tudi, ne vem, za About You trgovino. In tam je pa bistveno lažje prideti z določenimi hekerskimi ukrepi do baze, ali to SQL ali katerakoli druga, poznamo prvino, ki jo rečemo SQL injection in z njo pridemo do baze podatkov in če je tisto geslo isto, kot je vaše službeno, smo spet noter. Tako da, glejte, v preventivi se morate zavedati, da ste morali vzpostaviti to varnostno higieno politike gesel, večfaktorske autentikacije, pravilne segmentacije omrežij. Če uporabljate večfaktorsko autentikacijo v svojem spletnem bančništvu ali pa mobilnem bančništvu, je skrajni čas, da jo začnete uporabljati tudi v službene namene. Torej, če se ste logirali z morja, če ste na Krku, na plaži, pa želite svoje maile prebrati, ali pa vplivati na neke dokumente v službi, morate imeti vzpostavljeno večfaktorsko autentikacijo. Ja, je pogojeno s stroški, ampak če ne boste tega imeli, moram biti iskren, že to se da, že dvofaktorsko autentikacijo se da zaobiti. Tisti, ki ste imeli malo več časa, lahko pobrskate, pogooglate, dajte iztočnico Evil Proxy, pa si boste prebrali, kaj ti proxy omogočajo in na kak način vas lahko nekdo kompromitira tudi pri večfaktorski autentikaciji. Ampak dajmo reči, da ste na bistveno boljši poti, če jo imate. Potem je pravilna segmentacija omrežij. To pride za upoštev za vse tiste slušatelje, ki imate večje organizacije, ki imate poslovni del, pa imate potem še proizvodni del. In če imate v proizvodni neke OT naprave, če je proizvodna opremljena z nekimi, ne vem,
računalniki, ki se uporabljajo za izdelavo orodij, če je to orodjarna, če je to mogoče kak računalnik, ki skrbi za CNC mašinerijo. Ga je treba imeti v ločenem segmentu, ne v istem, kot je poslovni del, ker če vam bo nekdo vdrl v poslovni del, se bo lahko mirno sprehodil skozi računalnik do proizvodnega dela in vam bo tam ustavil procese. Ne? Potem zagotovo posodobitve in odprava ranljivosti. Ko na telefon dobite nov ali pa upgrade operacijskega sistema, počakajte morebiti en dan. To, da vidite, a se v medijih pojavlja, da je zadnji popravek ranljiv. Če nikjer tega ne zaznate, potem naslednji dan je že skrajni čas, da ta popravek uvrstite na seznam. Isto pri strežnikih, tisti, ki ste sistemci ali pa security strokovnjaki. Pečajte, nadgrajujte vaše operacijske sisteme, vaše aplikacije, vaš firmware, takoj, ko je to možno. Torej, ne rabite biti prvi, bodite pa drugi ali pa tretji. Naslednji dan, ko že vidite, da je ta ranljivost, ki je bila odpravljena, da je resnično odpravljena oziroma da sistem deluje, popečajte svoj sistem. Jaz sem tle napisal tudi ocene tveganj, to pride v poštev pri res večjih organizacijah, ki tudi imajo dedicated kader za to. Ampak bistvo pa je tale 1.3, ozaveščanje in pa simulacije raznih napadov. Dajte, polagam na dušo, v preventivi izobraževati vaše uporabnike. Glejte, danes je cel kup nekih skladov evropskih ali pa nekih tudi na našem državnem nivoju, nekih finančnih injekcij, ki vam pomagajo financirati ta izobraževanje. Ravno zdaj mislim, da je nekje 7 milijonov ali 6 milijonov razpisanih za opolnomočenje, izobraževanje vaših uporabnikov. Izkoristite to. Najte firmo, ki se ukvarja z izobraževanjem, izvajanjem user awarenessa, firma. Torej, mi pridemo na teren, ugotovimo, kako je vaše realno stanje in vam praktično brezplačno oziroma z velikimi subvencijami iz teh skladov opravimo izobraževanje vašega kadra, da ga opolnomočimo, da izvedemo tudi kako simulacijo z realnim scenarijem, da uslužbenci iz prve roke vidijo, kako so ranljivi. Namreč še vedno opažamo, da ljudje nimajo prave percepcije. Jaz verjamem, da smo mi, ki se s tem ukvarjamo, mogoče malo paranoidni ali pa živimo pod nekim drugim drevesom, kot živijo ostali ljudje, ki mislijo, da so pod tem dežnikom, pa niso. Verjemite, jaz to večkrat poudarjam. Če je nekdo udaril v hišo vašega soseda ali pa 2, 3, je velika verjetnost, da k vam ne bo udaril. Vendar, če je nekdo udaril v računalnik vašega soseda ali pa vaše sosedne firme, nimate pa nobenega garanta, da ne bo k vam udaril. Zakaj? Zato, ker ne bo vdiral noben iz lokalnega naselja, ne bo vdiral lokalni narkoman ali pa brezdomc. Vdirajo profesionalci, ki se s tem ukvarjajo in je to njihov core business. Veste, danes se vrtijo milijarde tu in nekdo iz rusko govoreče države nima nobenih emocij, če vi živite na Poldetovi ulici 15 ali pa na 17. On se ne boji, da ga bo slovenska policija zaradi tega ujela, ker on fizično ne bo prišel do vas. Vam bo pa spraznil vse, kar se sprazen da. Tu sem pod 1.4 omenil tudi Cyber Threat Intelligence, pa ga bomo na koncu bolj intenzivno obdelali. Gre za uporabo obveščevalnih podatkov, ki nam pomagajo v določenih procesih. Ampak druga pomembna stvar v segmentu boja ali pa zaščite tega svojega portfelja ali pa perimetra, mi rečemo v žargonu, je detekcija. Se pravi, čim bolj zgodna zaznava napadov, tudi tistih, ki se izognejo klasični zaščiti. In kaj sem mislil s to klasično zaščito? V klasični zaščiti, jaz pod klasično zaščito smatram antivirusni program. Klasična zaščita je klasičen firewall, požarna pregrada, ki ste jo nekje kupili in so vam jo default skonfigurirali in se ne ukvarjate dnevno z njo. Torej, bodite pozorni, če imate v vaših okoljih antivirusno napravo ali pa antivirusni software, to danes ni več dovolj. Tudi zakonsko bomo potem do tega prišli, hodimo po robu, smo vprašljivi, Ampak verjemite, z antivirusom, še enkrat ponavljam, antivirusne naprave v veliki večini še vedno delujejo na podlagi podpisa
okužene skripte. Torej, če poenostavim, če je nekdo že bil okužen, bo firma, ki ima to antivirusno napravo v izdelavi, lahko je to katerakoli, dajmo kako tako, ker ni več v uporabi, kak McAfee, F-Secure, ne vem, take, ki so se že preimenovale. Glejte, vsaka taka firma ima nek svoj repozitorij, neko bazo znanih virusov. In če je tisti virus, ki je vas napadel, podpisan in je v njihovi bazi, potem boste zaščiteni. Če pa on ni podpisan, ga bo pa v veliki večini tak antivirus spregledal. In to je vaš problem danes. To. Se pravi, ko imate ChatGPT, ko imate umetno inteligenco, verjemite, napadalci jo uporabljajo že bistveno več let. In to, kar vi danes vidite, kar je bilo lani za vas še, dajmo reči, Mission Impossible, neverjetno, to se je uporabljalo v praksi 5-6 let nazaj. Danes v cyber securityju pa v hekerskih napadih uporabljamo še bolj intenzivna orodja z umetno inteligenco, z uporabo umetne inteligence, kar bo, ne vem, vam vidno čez par let. In iz tega razloga morate vedeti, da vsi ti napadi, ki se zdaj generirajo, so narejeni z umetno inteligenco in ko napadalec reče umetni inteligenci, zgeneriraj mi kibernetski napad na način, da ga antivirus ne bo zaznal, torej da bo zero day attack, bo tazga tudi ustvaril. In ko bo potrkal tak virus na vaša vrata, bo vaš antivirusni program rekel, jaz te nimam v moji bazi, torej zame si popolnoma zdrav, vstopi noter. Redko, kjer Next Generation antivirus naredi kaj več, ampak po veliki večini antivirusi imajo izziv s tem. Mi recimo v Telekomu vsaj 3-4 leta ne prodajamo antivirusov, ker je to za nas enostavno preveliko tveganje. Mi ne upamo priti k klientu pa reči, evo, kupi antivirus. Edino res pod nekimi izrednimi pogoji, če stranka res vztraja in reče, lej, podpišem, jaz zaupam antivirusu. Drugače se mi ne upamo tega iti, ker predstavljajte si, vi imate neka stara protivlomna vrata, nimate pa dovolj senzorike v hiši. Mi se pa obvežemo, da vas bomo varovali. Vemo, da ta vrata so prebojna, da vam bo nekdo, niso bulletproof, jih bo udaril, bo prišel v drugo nadstropje, mi niti vedeli ne bomo, ker nimamo alarmne naprave v vašem okolju in se ne bomo znali odzvati. In potem smo v težavi. Zato pravimo, antivirusnih naprav v fazi detekcije skoraj več ne uporabljamo. Tle je zdaj cel kup nekih kratic, pa bom probal na hitro obrazložiti tistim, ki se mogoče z njimi še niste srečali. NDR, to je napredna naprava, če rečem kar v angleščini, Network Detection Response. Gre za sodobno napravo, ki analizira ves vaš promet znotraj vaše domene v realnem času. Torej, če imate vi neko domeno Polde DOO in ste zakupili, firma Polde DOO je zakupila domeno polde.si, in če imate not 100 uslužbencev, vsi ti IP naslovi, ki se pretakajo znotraj te domene, imajo s pomočjo NDR-ja, tega orodja, imajo možnost oziroma ne možnost, ampak se jih kar sondira in to so že tisti alarmni senzori, ki nam dajo vedeti, ali na mojčin računalnik trka kak tujec, ali pa mogoče nekdo lokalno znotraj firme želi nekaj poslati. In če ugotovimo, da je ta IP sumljive narave, da je nekje iz tujine, če ugotovimo s to NDR napravo, da on išče odprte porte, odprta vrata, backdoore v vašem okolju, v tem primeru mu mi v bistvu to preprečimo, oziroma mu sistem, ta detection and response, ki je namenjen omrežju, to tudi prepreči. Tako, vidimo ta interni promet med sistemi. Zakaj je to dobro imeti? Lejte, se bomo prišli še do SIEM-a pa do XDR-ja, ampak vi danes ne veste, a se je kdo obesil na vaš Wi-Fi, a je kdo mogoče na vašem tiskalniku pa prebira kakšne podatke, kakšne dokumente, vi date tiskati nekaj pomembnega, pa ne veste. Ali bo on potem na podlagi teh pobranih podatkov te iste podatke izkoristil proti vam, v vašem imenu naredil nek mail in ga poslal neki stranki pod lažno domeno in bo ta
stranka, misleč, da vam plačuje plačala njemu, je velik problem. SIEM je izredno močna naprava, izredno močan sistem, Security Information and Event Management, in nam služi za pobiranje vseh logov, iz katerih potem lahko jasno razberemo, na kako varni strani ste. To bi bila neke vrste varnostna centrala ali pa alarmna centrala. Torej, strokovnjaki preberemo iz nje, kaj se dogaja na vaših požarnih pregradah, ali so vaši strežniki v redu, ali komunicirajo normalno, ali je vaš Active Directory oziroma AD tak, kot mora biti, ali so vaše aplikativne rešitve v redu. In vsako anomalijo, ki jo zaznamo, jo znamo potem pravočasno tudi omejiti. In temu rečemo pravočasna detekcija. Ta orodja se potem integrirajo s tako imenovanimi EDR, XDR, NDR sistemi, firewall in tako naprej. Glejte, XDR, o katerem je Alja na začetku že nekaj povedala, je pa tista tematika, ki pa lahko, dajmo reči, naslovi veliko večino firm. XDR oziroma Extended Detection and Response pa je danes orodje, ki je zamenjalo antivirusne naprave. Torej, ko boste v fazi, ko vam licence potečejo za antivirus, vprašajte svoje organizacije, vprašajte svoje vzdrževalce, mogoče sistemske integratorje, ki z vami delajo. A jaz še vedno plačujem antivirus? Ali že imam XDR. Če vam rečejo, trenutno si še na antivirusu, potem vas prosim v vaše dobro, pejte na XDR. Ker tisto, kar je bil prej antivirus, torej pred 20 leti, je danes XDR. Veste, kronološko gledano je antivirus že zdavnaj preraščen. Antivirus je, če se malo pošalim, pa grem spet na to nostalgijo, antivirus je Golf 2. Vi imate pa na tržišču danes Golfa 7, ko predstavljate si, koliko ste konkurenčni z Golfom 2. Je neuničljiv, ampak ni pa več v koraku s časom, ni več tako varen, kot so nova vozila. Tle je zgodba zelo podobna. Veste. Če sem prej rekel, da antivirus pri inštalaciji na delovno postajo varuje samo pred znanimi virusi, moram reči, da varuje tudi samo tisto delovno postajo, na kateri je inštaliran. Veste, antivirus ne morete kar na strežnik inštalirati, ne gre tako enostavno. XDR pa gre. Antivirus, smo rekli, prepoznava samo tisto, kar že ima v svojem repozitoriju. XDR je pa že na steroidih in reče, v redu, te skripte nisem prepoznal, ampak jo preventivno ne bom spustil not, vrgel jo bom ven v nek oblak, v nek cloud, ki ga imenujemo sandbox ali peskovnik, in bom v tem peskovniku v realnem času, v parih sekundah, izvedel analizo. Naredil bom statično in dinamično analizo in mi bo umetna inteligenca rekla, a je to za spustiti k mojci v okolje ali ni. In če umetna inteligenca reče, ni za spustiti, ga ne bom spustil, kljub temu, da ni skripta poznana, da ni podpisana, jo ne bom spustil, ker je velika verjetnost, da je okužena. Veste, tam na podlagi behavioristike, na podlagi metapodatkov znamo s pomočjo umetne inteligence oceniti, je to za vaše okolje ali ne. Naslednja stvar, ki jo XDR omogoča, je tudi zaščita samega uporabnika. Antivirus ne ščiti vas kot uporabnika, ampak ščiti vaš računalnik. Se pravi, če si predstavljate, vi če na računalnik dobite nek skrekan program. Fraza za skrekan program je, če ste nekje, ne vem, prek torrentov sneli neke Windowse ali pa nek Word ali pa ste našli kako igrco brezplačno. Verjemite, da je v 90 primerov tam odzad skrit nek virus, ker zakaj bi vam nekdo nekaj zastonj dal, brez nakupa. In tam odzadej vas potem omreži tak virus, ki iz vas naredi nekega botneta in preko vas potem naprej izvaja napade. Zato smo rekli, rabimo nekaj, kar zna tudi uporabnika zaščititi. In XDR ima v sebi že modul zaščite uporabnika in reče, čakaj malo, ne bom ščitil vsem računalnika, ampak bom tudi Aljo zaščitil. Če se po mojem vedenju Alja vsak dan prijavlja na Vojkovi, ne vem, tej številki, mi je strašno čudno, da se je v soboto ob 3 zjutraj prijavlja iz Bangladeša. Še bolj čudno mi je, če je 2 uri prej še bila v Ljubljani, zdaj pa v Bangladešu. XDR reče,
to je noter en modul, ki ga imenujemo User Behavior Analytica, reče, čakaj malo, to pa nekaj ne bo v redu, jaz bom pa kar izoliral tale računalnik, ker sumim, da je nekdo iz tujine, da je nekje pobral uporabniško ime in geslo in jo želi kompromitirati. Potem je tu vulnerability management, kjer konstantno s pomočjo XDR-ja spremljamo, a ste vi compliant z vsemi varnostnimi priporočili, a so vaši operacijski sistemi nadgrajeni. Tudi če niso, jih varujemo, ampak nam mnogo olajša delo, če vemo, da rabite kak popravek in se potem ta popravek pravočasno integrira. In zato boste vse bolj pogosto slišali XDR, XDR. Gre praktično za samodejno korelacijo podatkov, za hitrejše razumevanje napadov in pa za avtomatizirano ukrepanje. Torej, če antivirus če je znal zaznati nek star virus in ga je samo blokiral, imate vi zdaj z EDR-jem, XDR-jem to možnost, da v bistvu, ko nekaj zaznamo, tudi če je zero day napad ničelnega dne, ga izvrže ven iz okolja, preveri in vam v bistvu mašino posanira do te mere, da vi lahko normalno po noč spite. Ko boste prišli v službo drug dan zjutraj, vas ne bo strah, da je okuženih 50 mašin, ampak na prvi, ki je zaznal, jo je izoliral, naredil, kar je za narediti, če je od zadaj podpora operativnega centra kibernetske varnosti, je pa to še toliko bolj intenzivno. Tam pa potem mi v realnem času zadeve spremljamo in čistimo sproti vaše okolje. Naslednja tretja stvar, ki je zelo pomembna, je ta odziv, ki sem ga ravno kar omenil. Odziv, se pravi, cilj samega odziva je najhitrejša možna omejitev škode in pa zadržanje napada, da ne bi šlo to naprej. V praksi to zgleda, zdaj govorim, kako je pri Telekomu Slovenije. Danes je na tržišču to ratov že biznis, pa vidim, da je milijon nekih firm, ki ponujajo vse. O tem bomo še danes kako rekli. Ampak pri nas je praksa taka. V segmentu kibernetske varnosti nas je več kot 100, ki se s tem ukvarjamo in določen oddelek, naš vodc, varnostno-operativni center ali v angleščini SOC, Security Operations Center, je tisti, ki ne spi. Pri nas fantje in dekleta v režimu 24/7 spremljajo XDR-je in se odzivajo na vse anomalije. Kaj pomeni, da se odzivajo na anomalije? Ja, če ob 3 zjutraj, zakaj govorim ob 3 zjutraj? Zato, ker vas noben ne bo napadel ob 10 dopoldne, ko ste v službi. Ob 3 zjutraj, ko se vaš XDR odzove, da se nekaj dogaja, tisti trenutek v parih minutah izvedemo triažo. Če ocenimo v prvi minuti, da gre za strežnik, je treba preveriti, katere operacijski sistem je na strežniku, zadevo zadržati, preveriti, kako daleč je šla in izolirati napravo. Isto tako na delovni postaji. Če ob 3 zjutraj ugotovimo, da vam nekdo napada delovno postajo, v prvi minuti gledamo, katera mašina je to, v drugi minuti prek določenih baz, kot je Virus Total, gledamo, je neka znana ranljivost in v tretji minuti, če ni znana ranljivost, če je zero day napad, izvedemo razbijanje heša tega fajla, ugotovimo forenzično, kaj bi lahko bilo in če je potrebno, delamo izolacijo te mašine. Se pravi, vi, ki zjutraj prijete v službo, dobite z naše strani sporočilo, od vaših 100 računalnikov je 99 normalno operabilnih, kar pomeni, da lahko normalno delate, tisti en je pa potreben čiščenja in ga boste v 20 minutah lahko naprej uporabljali. Se pravi, tle pri odzivu je zelo pomemben tudi za vas incident response plan. Se pravi, vnaprej definirani postopki za različne tipe napadov, vloge in odgovornosti, kdo koga obvešča, kdo analizira, kdo odloča. Če ste med slušatelji male firme ali pa mikropodjetja, vas popolnoma razumem, da ne morete, če ste 3 zaposleni, imeti vse to. Ravno zato obstajajo ti servisi, o katerih danes govorimo. Pravi, Telekom Slovenije izvaja za mikro, za mala, za srednja, pa do največjih enterprise rešitev in, če hočete, državnih podjetij ali pa nacionalne varnosti zaščito. Za vse velikosti, se pravi, če ne zmoreš sam, če nimaš sam svojega kadra, smo mi zato tu, da izvedemo diagnozo, da saniramo zadeve. Tle sem omenil tudi SOAR kratico, omenil sem jo namenoma, ker opažam, da se ta SOAR vse prevečkrat pojavlja
vseh diskusijah. SOAR je spet eno odzivno orodje, kratica je Security Orchestration, Automation and Response in na vprašanje ga rabimo. Ne, v 90% ga firme ne rabite, rabimo ga mi, ki vas varujemo. Ne? In če je firma, ne vem, z 50 ali pa 100 računalniki, je SOAR absolutno predraga stvar za vas. SOAR mora imeti Telekom, mora imeti, ne vem, nekdo, ki izvaja to storitev, če bi pa mi bili brez nje, je pa velik problem. Tako da, če rabite storitev resnih organizacij, ne rabite SOAR-ja vi, preverite pa, če ga imajo oni. Zakaj ga pa rabijo? SOAR je tisto orodje za avtomatizacijo odzivov, ki vam lahko pomaga v 90% primerov. Torej, vprašali se boste, kako lahko 100 strokovnjakov na Telekomu Slovenije ali pa 130 skrbi za vse te firme, za njihovo varnost. Tako bom rekel, bistveno lažje od ostalih organizacij, ki imajo po 2 ali pa 3 zaposlene, pa probajo varovati. Še dosti lažje pa zato, ker uporabljamo SOAR. SOAR je orodje, skozi katerega mi spravimo vaše težave, on jih prečisti, jih orkestrira in s pomočjo playbookov, katere smo napisali, vam zna avtomatsko pomagati, brez uporabe ali pa suporta človeka. To je kot neka protiletalska obramba, ki deluje sama avtonomno. Se pravi, v 90%, ko radar zazna anomalijo, se aktivira raketni sistem, raketni ščit in eliminira napravo iz okolja. Tako da SOAR boste zelo pogosto slišali, ne rabite ga vi kot klienti, rabijo ga največje organizacije. Rabili bi ga, če bi bili, ne vem, neka ali pa neka energetska firma, ki ima, ne vem, 3000 IP-jev, pa da si malo olajšate delo. Ostali pa ne. Forenzika je en tak tipičen odziv. S forenziko zbiramo dokaze in analiziramo vse napade. In na podlagi teh dokazov, ki jih predočimo policiji, na podlagi analize napada, mi lahko delamo popravke in pa izboljšave po incidentu. Seveda od vas se ne pričakuje, da boste vi izvajali odziv, ampak ko iščete rešitve, je fajn, da veste, da mora organizacija, ki vam ponuja XDR orodje, da mora imeti tudi adekvaten odziv in forenzično izvedbo tega odziva. Potem smo pa že na obveščevalni platformi, to je tisti CTI, to je še ena kratica, ki se zelo, zelo veliko uporablja, sploh z novimi regulativami. Kaj to je? Torej, zdaj smo se naučili dajmo reči v teh 25-30 minutah, kaj pomeni antivirus. Vemo kronološko, da je antivirus prerastel že v XDR, torej antivirus smo rekli, da je Golf 2. Golf 3 bi bil EPP, Endpoint Protection, Golf 4 bi bil, ne vem, kakšen EDR sistem. Mi smo zdaj pa na najnovejšem sistemu in to je XDR. Se pravi, s tem si boste vi zaščitili vaše delovne postaje in vaše strežnike, da boste compliance z vsemi sedanjimi priporočili, da boste izpolnjevali, vse do tega pridemo, do nove regulative, da boste izpolnjevali te pogoje. Pod to niti nima smisla razmišljati več, je senzorika premajhna. Rekli smo potem, da poznamo tudi SIEM sisteme, smo jih omenili, to so sistemi, ki znajo z vseh vaših inštrumentov pobrati še tisto, kar XDR ne naredi, ker XDR deluje v realnem času, SIEM pa zna hraniti določene loge, SIS loge, katere vpeljemo not, tudi za dlje časa. Mi dajemo retention tudi po 6 mesecev, tam, kjer je potrebno. In znamo potem forenzično pogledati tudi za 3 mesece nazaj, kaj se je dogajalo v vašem sistemu. Odmenili smo še ta NDR, ki je za vaše omrežje, in zdaj smo še v tistem najvišjem nivoju CTI, CTI. To je pa Cyber Threat Intelligence, oziroma orodja za obveščevalno dejavnost v vašem prostoru. Torej, s temi orodji pa mi znamo zelo realno napovedati vremensko napoved. Hecam se, nobeno vremensko napoved, ampak znamo napovedati, a boste vi napadeni ali ne boste. Napovedujemo pa na tak način, da s temi specialnimi orodji dostopamo do zaprtih hekerskih forumov, dostopamo do raznih marketov, kot je Russian market, večino darkneta,
kakih šifriranih komunikacij, kot je Telegram. Če si predstavljate, da ste družba v energetskem sektorju, mi sondiramo po komunikaciji, po Telegram komunikaciji, ne vem, 2 ruskih skrajnih skupin, ki planirajo napast, ne vem, nek energetski segment. In ko prestrežemo to komunikacijo, vas ob 3 zjutraj obvestimo, rečemo, ima uporabniško ime in geslo od administratorja vaše infrastrukture, takoj zamenjajte geslo ali pa ukinite ta account, ker je velika verjetnost, napovedujemo, da vas bodo v enem dnevu Rusi napadli. Tako poteka ta obveščevalna platforma. Se pravi, z njo dostopaš do vsakega vogala, vidiš, kjera so ukradena gesla, kateri osebi so ukradli gesla, kateri osebi so ukradli bančno kartico, kakšna je številka te bančne kartice, za koliko denarja se ta bančna kartica prodaja na Darknetu. In s tem dejansko obogatimo vsa opozorila z temi znanimi indikatorji. Mi tudi rečemo tem določenim indikatorjem IOC oziroma Indicator of Compromise. Znamo na podlagi obveščevalnih podatkov pravočasno ugotoviti, če ima ta in ta firma Microsoftov strežnik in odzadaj, ne vem, Microsoft server, ne vem, 2.12, vemo, da je out of support, vemo, katere ranljivosti ima in lahko preko določenih obveščevalnih podatkov približno zadanemo, kdaj bo dež, se pravi, kdaj vas bo nekdo kompromitiral. To je namen obveščevalne platforme. Zdaj sem vam v slabe pol ure poskušal razložiti dejansko, kako poteka varna zaščita na način, da ste najbolj optimalno zaščiteni pred kibernetskimi napadi, pred hekerji. In temu rečemo, da smo izpolnili tisto, kar smo Zali obljubljala, da smo rekli, kako se nekako sistematično zaščititi, kaj od orodij uporabljati. Zdaj bi pa jaz še par minut Alja izkoristil, ker se mi zdi resnično pomembno. Slišali ste, da je v petek bil ZINF-1 sprejet, torej Zakon o informacijski varnosti. Ravno tako ste vsi, ki vsaj malo spremljate to vrstne aktivnosti, veste, da ZINF vsebuje vse, kar od nas NIS2 zahteva. In iz tega izhaja, da bo iz trenutnih nekaj 10 organizacij, ki smo bili v kritični infrastrukturi in smo morali upoštevati najvišje nivoje zaščite, prehajamo zdaj na več kot 1000 organizacij, ki boste morali upoštevati skoraj enake pogoje. Se pravi, morali po novi zakonodaji bojo, zdaj bom čez palc rekel, tle me ne smete za besedo držati, je v razvoju nova aplikacija, ki jo bo Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost v kratkem aktiviral in se boste lahko naredili samo prijavo oziroma preverbo, ali spadate v ta krog. Ampak takole čez palc, če imate več kot 50 zaposlenih, če imate 10 plus milijonov evrov letnega prometa, ste skoraj zagotovo padete pod novo zakonodajo. Lahko tudi bistveno manj, če ste pasivni zavezanec ali pa nek priključek nekomu, ki dela v kritični infrastrukturi. Torej, če izvajate neke pomembne stvari za energetski sektor ali pa za telekomunikacije, imate lahko samo 3 zaposlene, pa bomo mi od vas zahtevali, da izpolnjujete te pogoje, ker moramo skrbeti za svojo obskrbovalno verigo. In zato se mi zdi teh par minut zelo pomembnih za vas. Torej, ZINF-1 je bil sprejet v petek, ko bo uradno v uradnem listu oziroma, ko boste začeli o njemu brati, od tistega trenutka naprej imajo stari zavezanci 12 mesecev časa, novi pa 18. Torej, maksimalno leto pa pol imate časa, da se temu novemu zakonu priklopite oziroma da upoštevate vsa pravila. Torej, letos vas ne bo nihče kaznoval, ampak verjemite mi, ne računati tako kot računate na vulkanizerje, da boste 15. novembra lahko to reševali. Ker 15. novembra ima vulkanizer delavnico polno in vas veliko pade ven. Tle zgodba podobna. Torej, danes plunite v roke, danes začnite razmišljati o teh alinejah, o katerih se danes pogovarjamo in nas ali vaše poslovne partnerje kontaktirajte, kaj in kako narediti. Skratka, tisto, kar boste
po novi zakonodaji najmanj potrebovali, je že v osnovi neka gap analiza, se pravi, nekdo bo moral, to smo ponovadi te zunanje firme, ki to izvajamo, pridemo do vas z določenimi vprašalniki in z določenimi željami po pregledu sistema in v bistvu identificiramo vaše ključne sisteme in vaše ključno stanje. Na podlagi tega vam izdelamo tako imenovano gap analizo, ne? In na podlagi te gap analize delamo naprej. Ampak čez palca, ne, vi boste morali si ustvariti neko analizo tveganj in varnostno politiko. Morali boste vzpostaviti sistem upravljanja varnosti informacij. Torej piše eksplicitno po vzoru ISO 27001. To ne pomeni, da vi morate izpolnjevati ISO 27001. Ne boste rabili tega standarda imeti, ampak mi smo vlekli neke smernice od tu. Ne. Potem pa zagotovo ta tehnični in organizacijski varnostni ukrep. Prej sem vam omenil dvojno autentikacijo, segmentacijo omrežij, nadzor dostopov, tudi varnostne kopije in tako naprej, šifriranje pri intelektualni lastnini. Potem, glejte, nikjer v zakonu ne bo pisalo, da vi morate imeti XDR ali pa da ste morali imeti SIEM. Bo pa pisalo, da morate imeti orodja, ki imajo zmožnost zaznave in odziva na incidente. In to verjemite ni antivirus. Ne? Spravi, nikjer ne bo pisalo, antivirusa ne smeš imeti, moraš imeti XDR. Vam pa povem iz prve roke, da antivirus ne naredi in zaznavo in odziv na incidente na takšnem načinu, ki bi ga moral. Ne? Potem IRP plan, načrt za odzivanje na incidente. Ne? To so eni taki Wordovi dokumenti ali pa v PDF-ju, kjer so vnaprej definirani postopki. In, to vam pol spišemo za vsako pomembno stvar svoj IRP. In to zgleda tako, da imate en fascikel in noter piše, ne vem, v primeru phishing napada se pokliče tega, ta naredi to, prijavi se sem, prijavi se tja. Se pravi, dejansko vam to dokumentacijo spišemo, damo elaborat in pripravimo, da imate za potrebe. Potem so redna testiranja varnosti, varnostni pregledi, notranje presoje, pregledi ranljivosti. Potem je zagotavljanje neprekinjenega delovanja. Vi boste morali imeti nek načrt za obnovo v primeru, da se vam zgodi kibernetski napad, a vi lahko v 2 urah naprej normalno delate ali v 6 dneh. To je spet, če hočete to zagotavljati, morate imeti pravo dokumentacijo in morate imeti ta orodja, o katerim sem pisal. Potem je poročanje incidentov, komu in v kolikem času, a je to 24 ur po ta novem, kje je CSIRT-ov kontakt, kaj je SICERT, kako se SICERT-u prijavi in tako naprej. Potem je usposabljanje zaposlenih. Treba bo več časa in sredstev nameniti user awarenessu, izobraževanju ljudi, ki mogoče trenutno niso digitalno v najboljši kondiciji. In pa seveda dokazovanje skladnosti. Ta vsa dokumentacija, katero mi pripravljamo za naše kliente, vsi ti dnevniki, orodja in pa seveda poročila za inšpekcijo. Kot rečeno, čisto za konec, naj vas ne bo strah, inšpektor vas ne bo obiskal čez 2-3 mesece oziroma vam ne bo napisal kazni. Bo pa po letu pa pol. Te kazni niso majhne, je pa večji problem to, da vi ne boste časovno uspeli vse narediti, če ste zadnji mesec to urejali. In zato pravim, dajte letošnje poletje imeti za tehten premislek o tem in sprejeti neke odločitve, kako od tu naprej. Ali jaz bi za konec še rekel, da kibernetska odpornost ni izdelek, ampak je proces. Torej, govorimo o nečem, kjer moraš imeti nekoga, ki te z roko v roki vodi po teh postopkih, zato da boš izpolnjeval vse te pogoje. Ker enostavno informatika, IT je tako velik segment, da enostavno ne zadostuje več, ni več korektno, ni pošteno pričakovati od lastnega računalničarja, da bo znal vse delati. Mora imeti tudi kakšne specialiste za to in v tem segmentu smo to mi. Hvala lepa. Super. Hvala, Dalibor, za res nazorno in uporabno predstavitev. In verjamem, da je marsikomu odprla nova razmišljanja o tem, kako celostno pristopiti k kibernetski varnosti. Je pa zdaj
še čas, kjer lahko vključimo tudi vas, vabljeni, da izkoristite čas in zastavite še vaše vprašanja v ta naš Q&A okno in bomo še izkoristili Daliborja, da odgovori na kakšno vprašanje. Medtem, ko čakava na kakšno vprašanje, Dalibor, ja, se boš pokazal, pa mogoče mene zanima, zdaj si kar veliko o tem novem zakonu povedal, kje so napake, mislim, kaj bi bile lahko napake, ki bi jih lahko podjetje izvajala pri tem. Eno si omenil tole časovnico, ne, da se bodo mogoče prepozno lotila teh implementacije teh novih zahtev. A je še kaj, kar bi bile lahko neke napake, pa kako se jim izogniti? Ja, naša, zdaj malo filozofski, ampak filozofsko-inženirski. Generalno, največja naša napaka je naša percepcija zakonodaje. Ne. Večkrat rečemo, ta zakon je pisan sam zase, ne, ali pa naredil bom to samo zato, da izpolnim te zakonske zahteve. Verjemite, v tem primeru ni tako. Ne zato, ker sem jaz iz te branže, ampak zato, ker če pogledate, v zelo slabih geopolitičnih razmerah živimo. Ne. In danes v naših srečnih časih, a ne, smo rekli, kaj je glavna vrednota? Družina in pa zdravje. Zdaj smo spet v tej čudni fazi, ko je glavna vrednota poleg teh dveh tudi varnost. In iti zdaj z idejo, bom našel nekaj samo zato, da bom to zakonsko vrzel zapolnil oziroma da bom to zahtevo izpolnil, je napačna percepcija. In jaz se bojim, da bo v naslednjem letu, dveh to naš največji sovražnik. Torej, mi danes razpolagamo s sodobnimi orodji. Odgovorno trdim, da Telekom Slovenije kot največja varnostna operacija v regiji uporablja najsodobnejša orodja. Imamo znanje, kako to rešiti. Pejte po tej poti. Se pravi, ja, mogoče me bo zdaj, če sem mikropodjetje, bom imel 100 evrov mesečno več stroškov. Če sem srednje podjetje, bom imel nekaj 100 evrov. Če sem pa neka makroorganizacija, pa tudi nekaj 1000 evrov več stroška. Ampak teh 1000 evrov ste unovčili jokerja, ki vam bo reševal vse anomalije. Ker vi, če ste doživeli kibernetski napad, ne gre za to, da boste doživeli potem še kazen se strani neke uprave, neke inštitucije, ampak gre za to, da vas bo ta napad koštal 50krat več. Ko vam bodo zaklenili proizvodno, ko vam bojo šifrirali, ne vem, intelektualno lastnino. To je tisto, na kar morate gledati. In jaz, Talija, bi rekel, da naš največji problem, naš največji sovražnik bo naš ego, ko bomo rekli spet nekaj, kar moramo izpolniti in bomo našli neko, ker zdaj bo firm, ki go podežijo, teh malih, ki vse delajo. In bojo rekli, daj bom dal temu 150 evrov, zato da sem rešen. Pa niste, na koncu ste vi odgovorni, ne bo on odgovoren. Ja, hvala. Dodatnih vprašanj nisva prejela, tako da mogoče vas pozivam, verjetno smo vas spodbudili k razmišljanju in se vam bo porodilo vprašanje še kasneje, tekom dneva, tedna, meseca, da kar zastavite vprašanje in pošljite na kibernetska.varnost@telekom.si. Tam bdijo tudi naši strokovnjaki, kot je Dalibor, in bodo odgovorili na vprašanja. Ja, v tem trenutku se vam zahvaljujem za udeležbo. Želim vam varen in uspešen dan še naprej, pa se vidimo še na kakšnem drugem webinarju. Nasvidenje. Srečno tudi z moje strani. Tako.